Spoštovane gospe, dragi gospodje, lepo pozdravljeni. Pomlad je tu in počasi smo bolj in bolj aktivni. Naj si bo zunaj doma, predvsem pa najbrž tudi v službi, kajti ko se začne novo poslovno leto in to se ponavadi začenja v februarju, marcu, takrat smo tudi lahko popolnoma izgoreli. In kaj pravzaprav lahko naredimo? Lahko si pomagamo tudi z algami. In danes bomo govorili o algah. Z nami v studiu je Manica Lemut, vodja strokovnega dela pri podjetju Karso d.o.o. Pozdravljeni. Lep pozdrav. Poglejte, govorili bi o tabletah algeja, ki vsebujejo stisnjeno zeleno algo, klorelo pirenoidozo. Pravzaprav tako malo bolj komplicirano ime, ampak to je pravzaprav tista najbolj navadna zelena alga, ki jo vidimo povsod, kaj ne? A ne. Klorela pirenoidoza praktično spada med višje alge in ni čist navadna, no, ima že jedro, jedrne kisline in praktično zelo se približa po vsebnosti klorofila in sestavi višjim rastlinam. So še primitivnejše alge, ki jih najdemo v naravi, je pa res, da okolja, ki jih zavzema, torej voda, ali so to stoječe oziroma tudi sladke, slane, pa poseljuje. Je pa to res višja alga in zato tudi ima ti prednosti pred drugimi algami, ne? Prav ta klorela pirenoidoza. No, po drugi strani pa lahko rečemo, da je eno najstarejših živih bitij na Zemlji, ki dejansko v eni celici združuje vse tisto, kar potrebujemo za življenje, praktično vse snovi. In seveda, ko se to združi v tabletko, lahko iz tega sklepamo, da tudi za naš organizem, ki je ravno tako pravzaprav del življenja, prinaša vse tisto, kar potrebujemo, beljakovine, nujno potrebne aminokisline, ogljikove hidrate, koristne maščobne kisline, minerale, vitamine, brez katerih ne moremo, klorofil in predvsem tisto, kar je še kako pomembno v današnjem svetu, v sedečem svetu, vlaknine. In vse to pomaga, da tudi naše telo deluje. Ja, res je. Alga, no, klorela pirenoidoza, kot sem že omenila, spada med te višje alge, vsebuje torej res vsa ta hranila, ki ste jih našteli, in res v naravni obliki, torej takšna so ta hranila, kakršna so tudi v naravi, torej v okolju, kjer alga živi. Je pa res, da ta alga, ta hranila skrbno čuva pred zunanjimi vplivi za tako debelo celično steno, ki je za nas neprebavljiva. In prav zaradi tega zaradi te celične stene se alga toliko dolgo tudi ohranja na zemeljski obli, torej celi 3,5 milijarde let že, ne, poseljuje naš ekosistem oziroma tudi ekosistem, v katerem še mi nismo živeli. Zdaj nekako je to celično steno, ki je za nas praktično neprebavljiva, treba tudi obdelati, jo pravilno, se pravi, z tem povišanim in znižanim pritiskom razdreti posamezne vlakna, ki združujejo to celično steno. In to je ena izmed tistih prednosti, ki jih tudi ponuja algeja. Ta celična stena, ki je za nas v naravni obliki neprebavljiva, zdaj postane praktično vezno mesto za vse tiste toksine, strupe, ki se nabirajo v našem organizmu. Tako da zraven vseh teh hranil ima še druge funkcije sama alga. Se pravi, lahko rečeva dejansko prečiščevalno, kajti potem tudi lažje izločamo. To so neke vrste tudi vlaknine, tudi pravzaprav tista balastna snov. In če greva naprej, poglejte, današnji način življenja, naj si bo to, da se zahteva od nas, da vse bolj delamo. Po drugi strani pa za to plačujemo pravzaprav visoko ceno. Po eni strani sicer zaslužimo morda več denarja, po drugi strani pa naše zdravje lahko zataji. Jaz sem še delovno aktivna, pa mislim, da nič več ne zaslužimo, kljub temu, da več delamo, ne. In včasih smo za menedžerje, res tiste, ki so veliko zaslužili, in za tiste, ki so tudi cele dneve delali, smo rekli, da bodo staknili menedžersko bolezen. Danes pa vsi veliko delamo, nič več ne zaslužimo, ne. In smo bolj kot ne vsi delovno aktivni, podvrženi te menedžerski bolezni. Tu nekako mislim predvsem na tole oziroma nenehno smo izpostavljeni stresom, kar vodi lahko v izgorelost, depresije, anksioznosti. Opažamo, da nam na trenutke hitreje bije srce, da imamo težave s prebavo, da o nespečnosti sploh ne govorim, ne? Tudi po noči se ne regeneriramo.
In še tako lahko nekako si močan, še tako lahko imaš močen organizem, prej ko slej organizem ob teh nenehnih pritiskih podleže in prej ko slej tudi lahko zboli, ne? Oziroma vodi takšno stanje, preobremenjenost v neka resna bolezenska stanja. In tale Algea, čudežna zelena tabletka, lahko pomaga? Vsekakor lahko podpre delovanje organizma in okrepi organizem. Ne bomo govorili, da zdravi bolezni, ker kadar se počutimo slabo, kadar čutimo, da se z našim organizmom nekaj dogaja, ponavadi obiščemo zdravnika, ta nas pregleda, nam morda predpiše zdravila, če je to potrebno, ne? Ampak tudi, ko že zvemo, da smo bolni in tudi, ko že čutimo, da se v našem organizmu dogajajo čudne stvari oziroma da se nas lotevajo bolezni, je še kako pomembno podpreti torej ta bolezenska stanja, ne? In Algea je idealno prehransko dopolnilo za vse tiste, ki želijo na naraven način okrepiti organizem, nekako prečistiti organizem in ki se zavedajo, da pa zdravje vsekakor je nekako neka vrlina, ki jo potrebujemo, kajti delali bomo skoraj da do smrti, ne? Ja. Tako nam napovedujejo. Vsaka generacija, pravzaprav več. Poglejte, po drugi strani pa imamo tudi te tipične civilizacijske bolezni, se pravi povišan krvni pritisk, povečane vrednosti škodljivih maščob in sladkorja v krvi. In tudi to se pojavlja zagotovo predvsem v poslovnem svetu. Ali tudi v teh primerih svetujete, da naj bi ljudje jemali Algeo? Ja, v teh primerih morda, ko govorimo o povišanem sladkorju ali o povišanih maščobah v krvi, bi na prvem mestu izpostavila naš nov produkt Algea Fit, ki tudi vsebuje algo, 100% spirulina platensis, torej drugo algo kot Algea. In ta alga v Algei Fit je obogatena z naravnim kromom. Torej v obdobju rasti je alga vsrkala ta krom iz vode, ga vgradila, ga spremenila v nam praktično v to biološko obliko in nam tudi izkoristljiv vir tega kroma. Algea Fit je izdelek oziroma krom, ki ga vsebuje, dokazano vpliva na, ugodno deluje pri presnovi makrohranil. To govorimo pri presnovi beljakovin, ogljikovih hidratov in maščob. In se nekako sodeluje z inzulinskim sistemom, ta krom, ne, pri zniževanju sladkorja v krvi. Tako da je zelo dober dodatek k navadni Algeji, kadar želimo praktično ali znižati sladkorje v krvi, ali smo nekako čutimo nenehno potrebo po sladkem, po škrobnatem, ali naprimer nam je že morda zdravnik predpisal dieto, ker imamo že povišane vrednosti sladkorja ali maščob v krvi. Skratka, ne smemo pa pozabiti, da Algea pa ima drugo vlogo, torej Algea bo pa okrepila imunski sistem, prečistila prebavila, morda tudi razstrupila organizem. Tako da nista dva identična izdelka in ni jih smiselno zamenjevati, torej ne menjavati Algeje in Algea Fit. No, še posebej, ker je Algea na tržišču že 20 let. Algea Fit je pravzaprav nek nov proizvod. In Algea je že tudi pokazala vse tiste svoje prednosti v 20 letih. Namreč, da se 20 let obdržiš, pomeni, da vendarle proizvod mora biti dober. Algea med prehranskimi dopolnili zaseda prav posebno mesto, res je na našem trgu že več kot 20 let. Vsebuje vrhunsko algo, klorelopirenoidozo, to je kraljica med klorelami. Tudi tablete so praktično vsebujejo 100% algo, brez vezjiv, polnil, konzervansov. No, za Algeo Fit pa tudi vsebuje algo, kajti alge imajo neko tradicijo, ne? In kljub temu, da je mlad produkt na našem trgu, je pa za krom znano in tudi strani EFSE odobreno, da se, to je strani EFSE, tu sem zdaj malenkost omenila nekaj, kar mogoče najnim gledalcem ni znano, ampak to je Evropska agencija za varno hrano, je odobrila zdravstvene trditve za krom, kar pomeni, da so te učinki kroma tudi v svetu dokazani in jih lahko uporabljamo. Torej, kljub temu, da je nov izdelek, je učinek dokazan in učinkovit. Zdaj, Algea Fit je pa res na tržišču, ima neko prednost pred ostalimi produkti, kajti ta krom je vezan na nek naravni medij, torej na to
algo in je ni v umetni obliki, temveč v naravni biorazpoložljivi. Ki je že pravzaprav predelana, Tako. življenju primerno. Tako. Poglejte, še nekaj bi mogoče omenila v zvezi ravno s to preobremenjenostjo delovnih ljudi. Pravzaprav urnik, način prehranjevanja. To vse skupaj vodi k temu, da prihaja do presnovnih, do prebavnih motenj, da imamo ljudje včasih občutek, da nas boli želodec, ker je enkrat preveč poln, drugič preveč prazen. Potem pride do napihnjenosti, kar poslušamo recimo vedno znova. To so pravzaprav težave, ki so lahko zelo, zelo neprijetne in ki dejansko lahko pripeljajo pravzaprav tudi do kakšnih resnejših bolezni. Ali tudi pri teh občutkih oziroma zlasti pri kakšni neredni prehrani in pri teh presnovnih motnjah, ki jih je danes tudi veliko, je tudi algeja učinkovita? Vsekakor. Jaz bi rekla, da je algeja primerna praktično za vsakogar. Otroke, delovno aktivne, starejše, bolne, zdrave, skratka res za vsakogar brez slabe vesti. Morda bi tukaj, ko ste me izvali tematsko oziroma bi zdaj govorili malenkost o prebavilih, bi nekako povedala, da v resnici naša prebavila so zelo odporna na vse zunanje dražljaje, torej na neprimerno prehrano, na strupe, ki nas obdajajo, na stres, skratka na vse. Ampak vseh teh vplivov je v zadnjem času preveč in se odzivajo na tak način, torej z zatiščanjem, pekočo bolečino, vnetnimi procesi, zaprtjem, driskami. Skratka, to so težave, ki spremljajo predvsem delovno obremenjene ljudi. Veliko je tudi sedečih poklicev. Zaradi teh sedečih poklicev se prebava, torej sama peristaltika upočasni. Potem, kadar govorimo praktično o prebavilih, se moramo zavedati, da zdrava prebavila ne pomeni, ali pa zdravo izločanje ne pomeni samo, da mi vsak dan gremo na veliko potrebo. Zdravo izločanje pomeni, da mi iztrebljamo oziroma prečistimo celoten kolon, torej prebavila od začetka do konca. Ne? In vse to praktično modernemu človeku manjka. In algeja je produkt oziroma izdelek, ki podpre delovanje prebavil v celoti. Torej pospeši delovanje peristaltike, obnovi sestavo črevesne mikroflore, torej v prebavilih začnejo izumirati škodljivi mikroorganizmi, naseli pa naš kolon praktično nam dobre bakterije, laktobacili so zelo znani, bifidobakterije so zelo znane. Ne? Potem zaradi tega velikega vnosa vlaknin pospeši iztrebljanje v celoti, torej kolon se čisti celostno. In zraven tega, pa če še se navežem na najin začetek, vsebuje to celično steno sama alga, na katero se pa vežejo škodljive snovi, torej toksini iz okolja. In kaj je najboljše pri tem, da ko se enkrat te strupi vežejo na celično steno same alge, se v resnici z blatom izločijo iz telesa. Torej, ne pomeni, da če mi algo pojemo, da se potem te strupi vežejo v prebavilih na celično steno in se mogoče kje v katerem drugem organu odcepijo oziroma izločijo. Ne? V resnici strupi grejo z samim blatom ven. In če bomo tako okrepili delovanje prebavil, lahko nekako pričakujemo tudi izboljšano delovanje imunskega sistema. Kajti v naših prebavilih je več kot 80% oziroma odstotkov vseh imunskih celic. In čista prebavila pomenijo tudi boljšo odpornost. Kar pa je izredno dober podatek zdaj v teh spomladnih mesecih, ko so na pohodu alergije, glede na to, da o virozah in gripozah ne govorimo več tako obširno. No, recimo na vse zadnje, gledajte, virusi in vse to je vse okrog nas. Ampak če je naš organizem dovolj odporen in tako kot pravite, ravno s to algo oziroma algejo se ga da narediti bolj odpornega, potem pomeni, da tudi ti virusi ne bodo imeli take moči nad nami. Na vse zadnje delovno, recimo, iztrošen človek je verjetno idealen, pa še dela vedno med ljudmi in to so zaprti prostori, kjer se pravzaprav lahko pase marsikaj. Premalo se zavedamo, da je organizem
toliko povezana celota, torej v našem organizmu ni prebava ločena od imunskega sistema, pa možgani niso ločeni od prebavil, skratka res organizem res kot neka celota deluje skladno in usklajeno. In če naprimer logično pogledamo, glede na to, da je v prebavilih 80% vseh imunskih celic, če bomo samo prečistili prebavila, da bodo ta optimalno delovala, da staro blato se začne izločati iz organizma, če nekako podpremo razstrupljanje organizma, lahko pričakujemo izboljšano delovanje imunskega sistema. Pa da sploh ne govorim, da algeja vsebuje tudi tiste vitamine in antioksidante, ki še dodatno vplivajo na izboljšano delovanje imunskih celic, ki so pa drugje, torej v krvnem obtoku, ne tiste, ki so ne deluje samo na tiste, ki so v naših prebavilih. Poglejte, ali je mogoče, da se na algejo navadimo, da postanemo nekako zasvojeni ali kaj podobnega? Mogoče imajo tudi ljudje tak strah. Na algejo bi mogli gledati kot na hrano. V svetu, v tujini alge predstavljajo vir hranil. Jaz se spomnim, ko sem se učila o kloreli, mi je bil presenetljiv podatek, da naprimer NASA svojim astronavtom skupaj, ko jih pošlje v vesolje, da tudi algo klorelo. Prav zaradi tega pestrega izbora hranil, ki jih vsebuje sama alga. Kajti v eni algi dobimo vse, kar za življenje potrebujemo. To ste lepo rekli, ne, v začetku. In če gledamo na algejo kot na hrano, ne moremo se na hrane navaditi, oziroma algeja nas ne more zasvojiti, tako kot sladkor, ki se v prebavilih spreminja v alkohol in zato postajamo zasvojeni, ne. Algeja je res vir hranil v naravni obliki, lahko jo jemljemo konstantno oziroma leta in leta. Ta hranila, ker so v naravni obliki biokelatni, se ne bodo kopičila v našem organizmu, ampak ves tisti višek, ki ga več niti ne potrebujemo na zalogo, se izloči, ne? Tako da mirno uživamo leta in si delamo samo koristi. Poglejte, zdaj, če še malo primerjava algejo fit in algejo. Algejo, to običajno algejo, ki jo poznamo že 20 let. Ali mogoče lahko nadomestimo algejo fit, na vse zadnje ima še krom? Algeja priporočamo 9 tablet na dan. Za temi 9 tabletkami na dan, če bi jih zdrobili v prah, dobimo pol čajne žličke prahu. To je nekje minimalna doza, da nahranimo naše celice z hranili ob neki redni uporabi. Algeja fit priporočamo 2 tableti na dan, torej da nadomestimo potrebe po kromu. Spet govorim o zdravem odraslem organizmu. In pri algeji fit je spirulina praktično nosilec tega kroma. Smiselno bi bilo kombinirati obe algi in jih jesti sočasno. In če naprimer se odločimo, da uživamo oba izdelka, potem algeja zmanjšamo mogoče za 2, 3, 4 tablete in jih nadomestimo z algejo fit. To bi bilo zelo, zelo primerno. Kajti po 35. letu nam nekje vsebnost kroma v organizmu pade, pridemo v deficitarno stanje in smiselno bi bilo nadomeščati ta krom. In kombinacija obeh je idealna, torej dobimo in klorelo, ki podpre imunski sistem, ki prečisti organizem, ki podpre delovanje prebavil, pa še kaj. Ne? Z algejo fit pa praktično res nadomeščamo ta manko kroma, ki ga s hrano, našo vsakodnevno prehrano ne moremo vnesti zadostne količine. Ja, poglejte, algeja fit recimo pravzaprav tudi omili tisto lakoto, včasih po kosilu imaš občutek, si se sicer najedel, ampak bi še kar. Ne, ta občutek lakote, to zlasti pri starejših ljudeh, ko pravijo, da pravzaprav prihaja do nekega pomankanja občutka za sitost. Pa že tudi pri mlajših, če prehitro poješ obrok, recimo prej kot v 20 minutah, potem nimaš več občutka, da si sit. Ampak zdaj tu se mi zastavlja neko drugo vprašanje. Namreč prihaja poletje, seveda vse bi bile rade na plaži bolj lepe, se pravi tiste odvečne kilograme, pa kakšne maščobne blazinice tule okrog pasu, vsega tega bi se rade znebile. Ali recimo, če rečemo, da bomo manj hujšale, namreč navezujem na to, da imaš občutek, da si manj lačen, ali bi algeja fit, recimo tudi pri hujšanju, na nek način lajšala ta občutek lakote, oziroma da bi se lažje pojedlo malo manj in spravilo tiste deke dol?
Če nam torej v telesu primanjkuje kroma, kar sem rekla, da večini od nas ga po 35. letu prične primanjkovati, se radi pojavijo te napadi volčje lakote. To je prav zaradi tega, ker krom sodeluje z inzulinskim sistemom in uravnava to nihanje sladkorja v krvi. Tako da praktično pri Algei Fit, ko jo začnemo jemati, lahko pričakujemo, da bo teh napadov volčje lakote manj. Prav tako lahko pričakujemo, da se nam bodo manj luštale škrobne ali sladke jedi. Ne, če govorimo samo o teh shujševalnih kurah. In mi se radi pohecamo in rečemo, da je hujšanje samo zaželen stranski učinek. Če človek jemlje Algeio Fit. Tako. Manjkrat se ti zaželi teh, se pravim, škrobnatih jedi. To pomeni kruha, testenin, krompirja. In zadosti ti je, če poješ tudi samo zelenjavo, sadje, sploh sadje, ki ne vsebuje veliko, tudi naravnih sladkorjev, ne? In hujšanje res, se pravim, želen stranski učinek, ni pa namenjena Algeia Fit hujšanju. Seveda. Kar pomeni, da organizem ne postavimo v neko prisilno stanje ali pa stradanje, ampak s tem, ko odpravimo vzrok težav, podpremo tudi ta želen učinek, oziroma to, kar si vsaka od nas želi, da bi bila vitka in suha in brez vezinic okoli trebuha. Ja, seveda bo pa zato treba še malo migati. Vsekakor zdrava prehrana in pa miganje pa je še vedno na prvem mestu. Povejte mi mogoče še enkrat sama kakovost alge. Na kaj moramo paziti, ko jo kupujemo? Nekaj ste že omenili, ampak vendarle še tisto bistvo. Zakaj recimo naj bi izbrali Algeio? Ja, jaz žal opažam, da je na trgu ne vedno manj, ampak vedno več pač različnih produktov, tudi takih, ki niso dobri, ampak pustimo to za kdaj drugič. Skratka, nekako gledalcem skušam povedati, da naj se ne pustijo marketinško zavajati. Zdaj, kadar se kupuje alga, je smiselno paziti na to, da je pač z tableto dobimo 100% algo, ne? Da ne vsebuje tableta veziv, polnil, konzervansov, še kakih drugih zadev in da praktično v tableti je manjši delež alge kot pa česa drugega, torej dodatkov. Ne? Algeia je res 100% klorela. Potem, kadar ljudje kupujejo sploh klorelo, nekako vedno poudarim, da je smiselno kupiti pač tisto algo, ki ni organska. Vsi težimo k temu, da kupujemo organska živila, demetrična, skratka, to so nekako certifikati, ki izražajo kakovost, ampak pri kloreli to pomeni, da je potem gojena v nekih komorah, brez sončne svetlobe in jaz pravim, vedno je treba pretehtati, kje dobiš več. Torej, če je alga izpostavljena sončni svetlobi, pomeni, da ima kakovostnejša hranila in teh hranil je tudi več. In to Algeia ima? Algeia ne vsebuje organske alge, zato ker še na trgu nismo našli takšne, ki bi zadostovala našim potrebam. Tako da nekako so to tisti glavni namigi, vsekakor, da je treba paziti tudi, kje je poreklo oziroma kje se algo goji, ali je to Kitajska, ali gre morda za Tajvan. Zdaj vem, da kitajska klorela pač ima najcenejše surovine in s tem sorazmerno tudi nižjo kakovost. Tako da načeloma pa se še kupec vedno sam odloči oziroma potrošnik sam odloči, komu bo verjel. Ja, seveda, kot vedno. Nekje sem prebrala, da klorelo imenujemo medicinska alga. To je pa že zanimiv podatek. Ja, res je. Klorela je edina alga, praktično, prej smo malenkost govorili, da je to najstarejše manebitje, najstarejša rastlinca na svetu oziroma ki naseljuje naš planet. In edino klorela, torej ta alga spada med višje alge, vsebuje tudi jedro in s tem tudi jedrne kisline. In v tem jedru se nahaja tudi skupek hranil, ki jih imenujemo CGF, klorelin rastni faktor. Klorelin rastni faktor ne pomeni, da bo nekomu začeli hitreje rasti nohti, ušesa, nos, karkoli, ampak je res malenkost nerodno ime, no, glede na to, da pri rastnih faktorjih imamo kar drugo predstavo, kaj naj bi to pomenilo, ampak ta skupek hranil
toliko učinkovito podpre delovanje naših celic, obnovo naših celic, in da to nekako čutimo tudi, oziroma so študije pokazale, da se organizem bistveno bolj regenerira. In prav zaradi tega to algo imenujejo medicinska alga, oziroma ima status medicinske alge. In da se spet malo pohvalim, tudi naša algeja je imela status pomožnega zdravilnega sredstva. Torej v Sloveniji status pomožnega zdravilnega sredstva, kar pomeni, da tisti, ki so imeli dodatno zdravstveno zavarovanje v zlatih časih, so dobili, mislim, da 7 ali 8 škatlic brezplačno, če so se dodatno zdravstveno zavarovali, ampak to so res bili zlati časi. Ja. To se pravi, če na hitro ponoviva, najboljša je kombinacija algeje in algeje fit, če seveda že imamo 35 let in če imamo še kakšne druge težave ravno zaradi pomankanja kroma. Tako. Se pravim, zdaj nekako smiselno bi bilo uživati obe, je pa res, da algeja podpre celostno organizem, pri algeji fit pa je spirulina bolj nosilka tega kroma. Hvala lepa za tale pogovor, mogoče samo še našim gledalkam in gledalcem, da algejo fit lahko dobimo kje? Ja, v vseh lekarnah, specializiranih trgovinah, po vsej Sloveniji, leto in pol, 2 leti, dočim algejo pa v vseh lekarnah že več kot 20 let. Tako da zagotovo jo poznajo naši lekarnarji in pa tudi v specializiranih trgovinah, vsekakor. Moramo seveda paziti na samo kakovost, kadar kupujemo algo, po drugi strani pa, če želite še kakršnekoli dodatne informacije, na podjetju Carso d.o.o. jih dobite. Telefonska številka pa je 01 58 99 185. Hvala, nasvidenje. Nasvidenje.